Torej, tisti, ki imate desktop server, pa ki še niste inštalirali, dajte zagnati tole, hit continue, ok, najprej moramo upisati geslo v mojem primeru, verjetno ga bom mogel tebi tudi žigati, instalacije. Torej, dajmo se strinjati vsi za tem, da svoje otroke prodamo temu podjetju in damo new desktop server installation. Ja? Continue. In zdaj, kaj bo on naredil? Ne? On bo namestil zdaj na vaš računalnik en strežnik za spletno stran in pa bazo. Ne? Tako da bo v bistvu na koncu, ko se bo inštalacija zaključila, bomo že imeli možnost takoj že WordPress imeti kot sistem. Tisti, ki smo pa registrirali domene, bomo pa malenkost kasneje to naredili, tako da bomo vsi začeli skupaj to narediti. Počakamo še nekaj sekund, da se stvar zaključi. Vaš zna biti malo počasnejši od tega, glede na to, da je glih i7. Odlično, evo, moj je uspešno zaključil zadevščino. Ok, pojdite potem vsi, ki ga imate inštaliranega v C, XAMPP Lite in pa potem desktop server. Ne vem, zakaj meni ni naredil ikonce, predvidevam, da vam tudi ni naredil ikonce. Se pravi, ja? Ja? O, pa sam jaz nimam te sreče. Torej, na koncu bi mogli dobiti tole. On bo prvič vprašal, ops, jaz nimam dovoljenja, ali lahko se še ponovno zaženem kot administrator. Pa damo ja. Jaz bom mogel še enkrat upisati geslo. No, dajte zdaj, se pravi, bomo zagnali, se pravi yes, start Apache and MySQL services. Apache je v tem primeru strežnik za spletno stran in pa MySQL je baza, se pravi možgančki naše strani. Počakam nekaj sekund, da se mi zadevščina zažene. In zdaj imam možnost narediti novo spletno stran na svojem računalniku. Se pravi, create a new development website. Si tukaj izberemo, kaj bo URL, s katerim bomo dostopali do spletne strani. Se pravi, .dev.cc, to se bo nahajalo na vašem računalniku. Ne? Se pravi, na vašem računalniku bo laufala baza, bo laufal strežnik in noben drug ne bo mogel videti te spletne strani, razen vi. Ne? Se pravi, tukaj lahko rečemo karkoli želimo, ne vem, testna stran. In kar hočeš, ne? Samo zapomni si to, ne? Se pravi, to bo URL, ki ga boš vpisala v brskalnik. Ne? Sporoč mi, ko bo hotel geslo. Torej, do vseh teh datotek boste vi lahko prišli v mapi Moji dokumenti. Ne? Se pravi, vse datoteke te spletne strani testne bodo v mapi My Documents, pa potem Websites in potem, če slučajno pozabite, ne, kaj je URL te strani, imate še enkrat tukaj potem, ne, testna stran .dev.cc. Bom dal create. In on bo zdaj naredil vse namesto nas. Ne? Se pravi, skopiral bo datoteke od WordPressa, nastavil bo bazo, nastavil bo uporabnika in še malo. Ok, moj je zdaj že skopiral vse datoteke in je zaključil. Se pravi, bom zdaj šel še enkrat na Next in kliknil na tale link, ki sem ga dobil. Ne?
testna stran, .dev.cc, poševnica wp-admin, poševnica install. In zdaj mi on da možnost, ne? Se pravi, jaz bi rad, da zdaj vsi delamo v angleščini, zato ker bodo določene stvari v angleščini, tako da dajte si izbrati English za jezik. Izberemo English za jezik, damo continue. In tukaj bomo vpisali naslov naše spletne strani. Dragi moji desktop serverji, spremljite naslov spletne strani, uporabniško ime, s katerim se bomo vpisovali, in pa geslo. Geslo si nekam shranite. Za vaše geslo ni takega problema, zato ker je to samo na vašem računalniku, noben nam mogel priti not, ampak vsem ga ne pozabiti. No. Tako, pa še svoj e-mail. In potem kliknemo na Install WordPress. Se pravi, moja testna stran, en username, geslo si pač nekam shranimo in pa potem še e-mail. In v trenutku, ko kliknem na Install WordPress, se bo zgodila vsa magija, ki še manjka, in lahko se prijavim v svoj računalnik, ne, se pravi, tisto, kar sem prej rekel, ne, testna stran .dev.cc je zdaj dosegljiva meni v brskalniku, in če vpišem uporabniško ime in pa geslo, ki sem si ga prej nastavil, me bo vrgel v WordPress. Kar hočeš, to je naslov spletne strani. Ne, to je ime spletne strani. Ne, moja prikupna spletna stran. Tako, ne.